težko v dobi milijon kanalov, ki jih imamo na razpolago, držati eno zgodbo znamke. Vsi znamo zgodbe pripovedovati, da danes je pa večji problem urednikovanja tega. Imaš posebno ekipo, ki dela Facebook, druga ekipa dela LinkedIn in ko ločijo te komunikacije in vsaka ekipa ima svoje KPI-je. In pri KPI-ju se po moje veliko krat zgubimo, ker tekmujemo z medijskimi znamkami. Moramo vedeti, kaj so pravi naši KPI-ji. Da se ne zgodi to, kar se veliko krat zgodi, da zaradi KPI-jev v bistvu lovimo število ogledov in potem pridemo do clickbait naslovov, ki tekmujemo z celim spletom. Mi moramo vedeti, kaj je naša zgodba znamke in kako jo na vsakem kanalu peljemo. Tako da nek tak medijsko-uredniški pristop k urednikovanju zgodbe znamke je danes po mojem ena ključna veščina. Po numerični KPI, koliko moram dosega narediti, je premalo. Nujen je vsebinski KPI, vsebinski cilj. Kaj hočem, da na tem kanalu sporočam o znamki in ali je to usklajeno za zgodbo znamke drugje. Srečujemo se z milijon kanali, ampak vsi imamo tudi ogromno podatkov. Ko to damo na kup, a je res potem, da isto sporočilo, isti stavek plasiramo na tiste kanale, ko smo izbrali. Ampak tudi, če jih imamo, a je ta ciljna skupina na tem kanalu prava za naš cilj poslovni ali pa marketinški? V inteligenci znamke je pomembna interpretacija tega. Ti imamo lahko milijon podatkov in če jih dobesedno interpretiramo, ni nujno, da je dobra osnova za komunikacijo. Ti moraš imeti podatke interpretirati in ti interpretacija mora biti toliko inspirativna, da lahko pelje zgodbo znamke. Nepovezanost ciljev, ki jih snujemo, tudi z KPI-ji in potem smiselno povezovanje teh podatkov in pravilno sledenje in sklepanje iz teh vzorcev nam lahko da relevantne podatke. Dajmo povezati vse podatke v nek overview, plus tega bistveno je sploh pri zgodbah znamke, pa pri znamčenju, ki ga delamo, če mi pravilno znamo razumeti in interpretirati podatke. Raziskovalne agencije v Sloveniji delajo briljanten job, briljantno. Dajo tono podatkov in opremijo službe za marketing z ogromno količino podatkov. Ampak kateri so relevantni za nek specifičen cilj, ki ga mora znamka doseči. Znamka ima sočasno pa ima tudi več ciljev. Prodajni, awareness, repozicioniranje, arhetipi. Kje so naši kupci? Kak arhetip so kupci? A ga zmerimo prej? A zmerimo brand lift? Ali gledamo sam dosege? To so vse skupki podatkov, vsi jih imajo, ampak krovno jih moramo pogledati. In ali mečajo vse cilje. In se mi zdi, da od poplave digitalnih kanalov naprej, ko se da veliko vse zmeriti, se preveč vsi fokusiramo na spodnji del prodajnega lijaka. Konverzija, ostalo pa pozabljamo. Cel prodajni lijak je pomemben. Zakaj? Ker če mi delamo na konverziji, samo na tistih, ki so že pripadni, ribarimo v isti mlaki. Je ena od napak, da pri postavljanju konceptov za znamko izhajamo iz videnja znotraj podjetja, da se premalo osredotočamo na to, kaj o mojih in konkurenčnih znamkah vedo, razmišljajo, kako potrošniki in kako našo znamko v tem konkurenčnem prostoru percipirajo. Zgodba mora biti tako narejena, da se te dotakne. Če delaš zgodbo znamke, moraš razumeti, komu to govoriš. Se pravi, da ti moraš imeti neke iste vrednote. Danes se mi zdi, da ravno danes je obdobje, kjer je pomembno, da delimo iste vrednote. In se morajo okrog tega zgodba sklepati. Že ko četamo, ko vidimo komentarje, to je bitka vrednot v osnovi. In tukaj je zdaj ta glavni USP. A imamo iste vrednote? Ne? Če znamka izraža vrednote, ki so hkrati vrednote njene ključne ciljne skupine, je zmaga zagotovljena. In zna to izraziti v dobri zgodbi, seveda. Konverzacijska prizma je nekaj, kar je že nastalo v 90-ih letih, kjer Jesse Jane Garrett zelo lepo sledi količino družbenih omrežij in vsako družbeno omrežje ima tudi svoj namen, čemu je namenjeno. Recimo YouTube je video servicing platform, Twitter je za short zadeve, potem imaš blogging platforme, pa imaš video, social, ogromno. Kako pa zbrati ta prave? Ja, eno je absolutno povezano z cilji, ki se jih zastavimo.
In še enkrat bom rekla, premalo natančne cilje si postavljamo. Cilj ni samo awareness. Znotraj awarenessa moraš vedeti, awareness pri komu, pri decision makerjih, awareness za nakup, awareness za to, awareness med mladimi. Spravi, ogromno lahko nijans nastavimo ciljev znotraj nečesa. In to ti definira tudi, kako izbiraš pol kanal. Eno je, kaj znamka želi, in tam je zopet, imamo research, analitika, cilji, arhetip, vrednote, vse je cel ta proces. Potem je pa druga plat, ko na to lepimo zgodbo znamke in pa vse te enake zadeve za znamko. In potem moramo najti match. Včasih bo odgovor mogoče Pinterest, pa ga nimamo v misli. Kreativnost obvladamo, prodajno in komunikacijo obvladamo in v tem današnjem svetu vse, s čimer smo bombardirani vsak dan z kupom podatkov in se lahko znamke v bistvu distancirajo od drugih s to inteligenco, se pravi s tem razumevanjem podatkov, razumevanjem, v katerem prostoru živijo in razumevanjem, koga nagovarjajo. Moramo stopiti, tako Saša, ki si ti rekla, ne, v en proces, ki se mu reče research, analitika, ciljka, pravi arhetip, zgodba znamke, ključen wording, akcija in ponovno research, analitika. In pri tem držati rdečo nit. In pri tem držati Ne, rdečo da te nit. ne zapelje, to je najtežje danes.